Spoštovani gospod minister, cenjeni gospod direktor Zavoda za šolstvo, spoštovani predstavniki medijev, spoštovani sodelavci ministrstva in Pedagoškega inštituta, lepo pozdravljeni. Danes vam bomo predstavili rezultate mednarodne raziskave bralne, matematične in naravoslovne pismenosti PISA 2022. Program mednarodne primerjave dosežkov učenk in učencev PISA je dolgoročen projekt primerjanja znanja in spretnosti učenk in učencev v državah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj ter državah partnericah. Z raziskavo ugotavljamo ravni bralne, matematične in naravoslovne pismenosti dijakinj in dijakov pri starosti 15 let. V vsakem ciklu raziskave je enemu od treh področij namenjen večji obseg nalog in vprašanj. V raziskavi PISA 2022 je bila to matematična pismenost. V raziskavi je sodelovalo 83 držav, v Sloveniji 6721 dijakinj in dijakov oziroma učenk in učencev iz 296 srednješolskih izobraževalnih programov, 52 osnovnih šol in 2 ustanov za izobraževanje odraslih. Zbiranje podatkov je bilo v celoti izvedeno na računalnikih. Skupaj s šolami raziskavo v Sloveniji že od vključitve države v raziskavo izvaja Pedagoški inštitut. Nacionalna koordinatorka raziskave je doktorica Klavdija Šterman Ivančič, ki nam bo danes tudi predstavila najnovejše rezultate. Sledil bo komentar ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Felde, v nadaljevanju pa bo doktorica Šterman Ivančič na voljo tudi za vaša vprašanja. Gospa Šterman Ivančič, izvolite. Dober dan, najlepša hvala za predstavitev. Vsi skupaj prav lepo pozdravljeni, tudi z moje strani. Dobrodošli na tej predstavitvi prvih rezultatov raziskave PISA 2022. Glede na to, da je bil uvod v samo raziskavo že narejen, tudi vzorec je bil na kratko že opisan, bi jaz mogoče ta del preskočila. Bi se pa, preden grem na same rezultate, res iz srca najprej zahvalila vsem dijakom in dijakinjam, šolskim koordinatorjem, koordinatoricam, ravnateljem in ravnateljicam ter šolam, ki so sodelovali v sami raziskavi in poskrbeli za to, da je bila raziskava kljub nekoliko oteženim pogojem zaradi pandemije COVID-19 izpeljana uspešno. In na ta način je bila zagotovljena mednarodna primerljivost podatkov in tudi vključenost Slovenije v samo mednarodno bazo podatkov, tako da res najlepša hvala. V nadaljevanju smo za primerjavo med državami izbrali 49 držav, torej ne vseh 83, in sicer večino držav članic OECD, države Evropske unije, države Evropske regije in prikazujemo tudi države, ki so v povprečju dosegle višje rezultate od Slovenije. Če gremo najprej na dosežke iz matematike, vidimo, da je povprečje v raziskavi PISA 22 za Slovenijo 485 točk, kar je značilno nad povprečjem držav OECD. Med evropskimi državami imajo značilno višje dosežke le 4 evropske države, Estonija, Švica, Nizozemska in pa Irska. Izstopajoče najvišje rezultate pa so dosegli učenci in učenke v Singapurju. Od Slovenije oziroma od slovenskih se pomembno ne razlikujejo povprečni dosežki v Belgiji, Združenem kraljestvu, na Poljskem, v Avstriji, Avstraliji, Češkem, Finskem, v Latviji in pa na Švedskem. Če pogledamo povprečne dosežke iz matematike med leti 2006 in 2022, vidimo, da je povprečni dosežek pri matematiki leta 2022 za Slovenijo za 24 točk nižji kot tisti iz leta 2018 in za 16 točk nižji kot tisti iz leta 2012, ko je bila matematika prav tako poudarjeno področje merjenja v raziskavi. Je pa povprečni dosežek torej še vedno nad povprečjem držav članic OECD. Prav tako se je leta 2022 znižalo tudi samo povprečje na ravni držav članic OECD in sicer je nižje za 17 točk od povprečnega dosežka v letu 2018 in za 18 točk v letu 2012. Kljub nadpovprečnim dosežkom se Slovenija umešča med države z negativnim trendom pri matematiki. Če pogledamo doseganje ravni matematične pismenosti,
lahko vidimo, da je v Sloveniji leta 2022 tisto temeljno, torej drugo raven, doseglo 75% slovenskih dijakov in dijakinj, kar je 5 odstotnih točk manj kot leta 2012. Tudi tiste najvišje ravni, torej 5. in 6. raven, je doseglo 5 odstotnih točk manj dijakov in dijakinj v primerjavi z letom 2012. Nižji pa so tudi deleži dijakov in dijakinj na vseh ostalih ravneh matematične pismenosti. V raziskavi ugotavljamo tudi povprečne dosežke na lestvicah kognitivnih matematičnih procesov, to je formuliranja, uporabljanja, interpretiranja in pa sklepanja. Tukaj vidimo, da so na vseh 4 lestvicah povprečni dosežki za Slovenijo značilno nad povprečjem držav OECD, slovenski dijaki in dijakinje pa so podobno kot vrstniki iz držav članic OECD bolje reševali naloge, ki so od njih zahtevale interpretiranje in sklepanje, kot tiste, ki so zahtevale formuliranje in uporabljanje. V raziskavi ugotavljamo tudi povprečne dosežke na lestvicah matematičnih vsebin. Tukaj imamo 4 temeljne vsebine, torej spremembe in razmerja, količine, like in telesa in pa verjetnost in delo s podatki. Tudi na teh 4 lestvicah so dosežki za Slovenijo nad povprečjem držav OECD, so pa naši dijaki in dijakinje izmed vseh 4 lestvic najvišje dosežke dosegli na lestvici liki in telesa in povprečni dosežek na tej lestvici je značilno višji od dosežka na vseh ostalih 3 lestvicah. Če nadaljujemo s povprečnimi dosežki na lestvici bralne pismenosti, je tukaj povprečni dosežek za Slovenijo v letu 2022 469 točk in je kot tak značilno pod povprečjem držav članic OECD. Če naštejem samo nekaj evropskih držav, ki so dosegle višji dosežek od Slovenije, to so Španija, Latvija, Hrvaška, Norveška, Portugalska, Belgija, Nemčija, Avstrija in Italija. Najvišje dosežke so ponovno dosegli učenci in učenke iz Singapurja, od slovenskega pa se značilno ne razlikuje dosežek v Franciji, Latviji, na Madžarskem, v Izraelu in Vietnamu. Če pogledamo povprečne dosežke izbranja med leti 2006 in 2012, vidimo, da je povprečni dosežek v letu 2012 za Slovenijo nižji kot tisti iz leta 2018 in sicer za 26 točk in je tudi najnižji od začetka sodelovanja Slovenije v raziskavi. Tudi povprečni dosežek na ravni držav članic OECD se je znižal in sicer za 11 točk v primerjavi z letom 2018. Podobno kot pri matematiki se Slovenija po obliki trenda tudi na področju branja umešča med države z negativnim trendom v dosežkih. Temeljne ravni bralne pismenosti, torej to je tista druga raven, dosega v Sloveniji 75% dijakov in dijakinj, kar je 8 odstotnih točk manj kot leta 2018. Najvišja bralna znanja in spretnosti, to je 5. in 6. raven, dosegajo 4% slovenskih dijakov in dijakinj, v državah članicah OECD pa 7%. Če nadaljujemo z naravoslovno pismenostjo, torej povprečni dosežek na lestvici naravoslovne pismenosti je bil v letu 2022 za Slovenijo značilno nad povprečjem držav OECD in sicer 500 točk. Od Slovenije sta imeli značilno višji dosežek le še 2 državi, in sicer Estonija in pa Finska. Najvišje dosežke so tudi na tem področju dosegli učenci in učenke iz Singapurja. Od Slovenije pa se ne razlikuje značilno dosežek iz Nove Zelandije, Irske, Švice, Združenega kraljestva, ZDA, Poljske in pa Češke. Tudi primerjava povprečnega dosežka iz naravoslovja med leti 2006 in 2022 kaže, da je povprečni dosežek pri naravoslovju leta 2022 za Slovenijo za 7 točk nižji kot tisti iz leta 2018. Prav tako pa je tudi na povprečni ravni držav članic OECD v letu 2022 dosežek iz naravoslovja nižji kot leta 2018 in sicer za 4 točke. Tudi pri naravoslovni pismenosti se Slovenija umešča med države z negativnim trendom, podobno kot pri bralni in pa matematični pismenosti.
Tisto temeljno raven naravoslovne pismenosti, torej drugo raven, v Sloveniji v letu 2022 dosega 82% dijakov in dijakinj, kar je 4 odstotne točke manj kot leta 2018. Najvišje naravoslovna znanja in spretnosti, torej 5. in 6. raven, pa dosega 8% slovenskih dijakov in dijakinj, podobno kot v državah članicah OECD. V nadaljevanju bi predstavila še razlike med spoloma pri matematični, naravoslovni in bralni pismenosti. Pri matematični pismenosti, podobno kot v preteklih ciklih raziskave, ne beležimo značilnih razlik med spoloma. Pri matematiki v drugih državah se največje razlike med spoloma kažejo v Italiji, v Avstriji, Čilu, na Madžarskem, to so države z večjimi razlikami, najmanjše pa poleg Slovenije še na Norveškem in v Črni Gori. Nasprotno beležimo pri bralni pismenosti značilne razlike med spoloma, in sicer v prid dijakinj. Razlika med spoloma je v Sloveniji 44 točk na lestvici bralne pismenosti, podobna kot leta 2018 in je še vedno med večjimi v državah članicah OECD. Večje razlike med spoloma so se pokazale le še na Finskem. Tudi pri naravoslovni pismenosti beležimo značilne razlike med spoloma, prav tako v prid dijakinj, in sicer za 15 točk so dijakinje v povprečju dosegle višji dosežek kot dijaki. Na ravni držav članic OECD pa ni značilnih razlik med spoloma v dosežku na lestvici naravoslovne pismenosti. V nadaljevanju bi predstavila še razlike v matematičnih dosežkih glede na socialno-ekonomski status dijakov in dijakinj, status priseljenca in pa glede na izobraževalni program, ki ga ti obiskujejo. Skupna povprečna vrednost indeksa socialno-ekonomskega statusa je za Slovenijo 0,23, kar pomeni nad povprečjem držav OECD, in tudi razpon vrednosti indeksa je v Sloveniji manjši v primerjavi z državami članicami OECD. Kljub temu pa, če pogledamo znotraj Slovenije, prihaja do velikih razlik v matematičnih dosežkih med dijaki in dijakinjami iz različnih socialno-ekonomskih okolij, in sicer 92 točk, to je več kot ena raven na lestvici matematične pismenosti, ki predstavlja 63 točk. V drugih državah pa je do največjih razlik glede na socialno-ekonomski status prišlo v Romuniji, Izraelu, na Madžarskem, na Tajvanu, Švici in pa na Češkem, na primer. V raziskavi beležimo tudi značilne razlike v matematičnih dosežkih glede na status priseljenca. In sicer je razlika v povprečnem dosežku iz matematične pismenosti med tistimi dijaki in dijakinjami, ki poročajo o statusu priseljenca, in tistimi, ki ne, 60 točk, v prid seveda dijakov in dijakinj, ki ne poročajo o statusu priseljenca. Pri tem je zelo pomembno ne samo to, da ima dijak status priseljenca, ampak predvsem to, kakšen je njegov socialno-ekonomski status in pa jezik, ki ga govorijo doma. Po upoštevanju teh dejavnikov se razlika v dosežkih zmanjša za 6 točk in ni več statistično značilna, torej je zelo značilen dejavnik. Pri razlikah glede na izobraževalni program dijakov in dijakinj beležimo torej značilne razlike. Do največjih razlik prihaja med dijaki in dijakinjami, ki obiskujejo programe gimnazijskega izobraževanja, in tistimi, ki obiskujejo programe srednjega poklicnega izobraževanja. Ta razlika je 147 točk v letu 2022 in predstavlja več kot 2 ravni matematične pismenosti. Če pogledamo povprečne dosežke pri matematiki znotraj posameznih izobraževalnih programov, vidimo, da je v primerjavi z dosežki v letu 2012, ko je bila matematika prav tako poudarjeno področje merjenja, se je najbolj znižal povprečni dosežek tistih dijakov in dijakinj, ki obiskujejo srednješolski program gimnazije. In samo še nekaj ključnih ozadenskih oziroma spremljajočih dejavnikov matematičnih dosežkov. Na prvem mestu bi omenila občutek pripadnosti šoli. Tukaj v raziskavi beležimo pozitiven trend, torej v primerjavi z letom 2018 je
mednarodno primerljivi indeks za Slovenijo 0,04, kar pomeni, da je v povprečju držav članic OECD in je višji kot leta 2018, ko je bil pod povprečjem držav članic OECD. Tako je v Sloveniji 79% dijakov in dijakinj poročalo, da čutijo pripadnost do šole, kar je za 5 odstotnih točk več kot leta 2018. Kljub temu pa 14% slovenskih dijakov in dijakinj poroča, da se počutijo izločene, 16% se jih čuti čudne in odveč in približno 11% jih poroča, da se v šoli čutijo osamljene. Tudi pri zaznavanju pogostosti medvrstniškega nasilja so slovenski dijaki in dijakinje poročali o manj pogostem nasilju kot njihovi vrstniki iz držav OECD. Kljub temu pa je 18% slovenskih dijakov in dijakinj poročalo, da so najmanj nekajkrat mesečno izpostavljeni katerikoli obliki medvrstniškega nasilja, približno 9% pa najmanj nekajkrat mesečno doživlja, da se iz njih norčujejo, kar je tudi najpogostejša vrsta nasilja v Sloveniji po poročanju dijakov in dijakinj. Slovenski dijaki in dijakinje se v primerjavi z vrstniki iz držav OECD v šoli počutijo podobno varno. Tako jih 94% poroča, da se na poti v šolo oziroma iz šole počutijo varno, 95% jih poroča, da se v razredu počutijo varno in 93%, da se počutijo varno tudi v prostorih šole. Če pogledamo še rezultate z področja kakovosti odnosov s profesorji na šoli, torej tukaj se je vprašanje nanašalo na splošno, na vse profesorje na šoli. Primerjalno s povprečjem držav članic OECD naši dijaki in dijakinje poročajo o precej nižji kakovosti odnosov s profesorji na šoli. Tako se jih 68% strinja, da jim profesorji z zanimanjem prisluhnejo in se zanimajo za dobro počutje dijakov in dijakinj na šoli. 15% jih je pa bilo mnenja, da se počutijo ustrahovane strani profesorjev na šoli. Za konec bi predstavila samo še podatka z področja zaskrbljenosti povezane z matematiko in samoučinkovitosti pri reševanju matematičnih nalog. Torej, primerjalno s povprečjem OECD naši dijaki in dijakinje v letu 2022 poročajo o precej višji zaskrbljenosti povezani z matematiko. Ta je tudi višja v primerjavi z letom 2012, ko smo jo ugotavljali z enako lestvico. Tako je 62% dijakov in dijakinj poročalo, da jih skrbi, da jim bo pri pouku matematike težko, 64% pa, da jih skrbi, da bodo pri matematiki dobili slabe ocene. Na področju zaznane samoučinkovitosti pri matematiki, torej tem, koliko se naši dijaki in dijakinje čutijo samozavestni pri reševanju različnih matematičnih nalog in vprašanj, so naši dijaki in dijakinje poročali o precej nižji zaznani samoučinkovitosti pri matematiki, in sicer se najbolj samozavestne počutijo pri reševanju enačb, precej manj samozavestne pa pri reševanju problemov, kot je na primer izračunati, koliko elektrike porabi elektronska naprava na teden ali koliko dražji bi bil računalnik, če bi upoštevali davek, torej pri nekem prenosu matematičnih znanj v konkretne problemsko zasnovane situacije. Toliko, kar se tiče prvih rezultatov. Za konec bi samo še napovedala prihajajoče rezultate v okviru raziskave, in sicer bomo pomladi 2024 objavili rezultate z področja ustvarjalnega mišljenja, ki je bilo v raziskavi PISA 2022 ugotavljano prvič. Toliko z moje strani, za več informacij pa povezava na ta link oziroma tudi po elektronski pošti. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa besedo predajam ministru za vzgojo in izobraževanje, dr. Darju Feldi. Gospod minister, izvolite. Lepo pozdravljeni. Najprej se zahvalim Pedagoškemu inštitutu, ki je koordiniral in izvedel raziskavo in s tem seveda opravil kar zelo pomembno delo.
Vsekakor moramo se posebej zahvaliti, kot se je že kolegica pred mano, vsem šolam, tudi ravnateljem, učiteljem, dijakom, učencem, ki so s svojim sodelovanjem sploh omogočili, da smo lahko prišli do teh pomembnih rezultatov in ki so tudi reprezentativni in vse so zadostili zahtevam mednarodnega vzorčenja. Tudi tokratni rezultati PISA prinašajo pomembne informacije o stanju sistema vzgoje in izobraževanja in tudi trendu njegovega razvoja. V rezultate se bo v nadaljevanju seveda potrebno še kar poglobiti, ker se je treba poiskati morebitne povezanosti in razlage in seveda tega v tem kratkem času tudi ni mogoče napraviti. Zato bo to še marsikaj zanimivo, bomo najbrž še pridobili, ko bodo še druge zadeve bolj natančno raziskane. V zvezi s temi prvimi rezultati, ki so bili predstavljeni danes, sam kot matematik lahko z veseljem ugotavljam, da lahko rezultate 15-letnikov v Sloveniji pri matematični in naravoslovni pismenosti še vedno umeščamo nad povprečje držav OECD. Še posebno naravoslovje se skozi čas dejansko kaže kot primerjalno močno področje slovenskega izobraževalnega sistema. Med državami Evropske unije imajo višje dosežke samo še učenci na Finskem in v Estoniji. Obenem sicer ugotavljamo, da dosežki pri bralni pismenosti pa od začetka raziskave močno nihajo. Recimo v letih 2006, 2015 in 2018 so bili dosežki nad povprečjem dosežkom držav območja OECD, medtem ko rezultati glede na podatke o dosežkih bralne pismenosti PISA 2022 seveda kažejo, da se umeščamo pod povprečje držav območja OECD, kar se je zgodilo tudi leta 2009 in pa 2012. Letošnji dosežek pri bralni pismenosti nam gotovo ne more biti v ponos. Kot vemo, je bralna pismenost tudi ena od pismenosti, ki je pomembna, da lahko razvijamo vse druge pismenosti. Rezultati raziskave PISA šolskim sistemom niso samo neka referenca, ampak tako v Evropski uniji, kot tudi pri nas, jemljemo to kot pomemben kazalnik uspešnosti in kot osnovo za nacionalno strateško načrtovanje na področju vzgoje in izobraževanja. V okviru Evropske unije smo se kot članica zavezali, da si bomo prizadevali za zmanjševanje deleža 15-letnikov z nizkimi dosežki pri matematiki, naravoslovju in branju. Zdaj, nizki dosežki v tem primeru se pomenijo tiste dosežke, ki so nižji od temeljne ravni bralne pismenosti oziroma drugih dveh pismenosti v tej raziskavi PISA, ki jo spremljamo. Ta raven, torej ta osnovna raven, temeljna raven, je pomemben mejnik, namreč ta omogoča nadaljnje učenje in aktivno udejstvovanje v družbi. V Evropski uniji je cilj zmanjšati ta delež mladih pod 15% na vsakem od teh treh področij. V Sloveniji smo se mu v preteklosti že približali, po podatkih te zadnje raziskave pa se od tega cilja spet oddaljujemo. Podatki, ki smo jih v Sloveniji zbrali med 15-letnimi učenci in dijaki leta 2022 namreč kažejo, da imamo pri matematiki 25%, pri branju pa kar 26% 15-letnikov, ki ne dosegajo temeljne ravni pismenosti. Gre torej za vsakega četrtega dijaka oziroma učenca v starosti 15 let. V strategiji razvoja Slovenije je kot merilo uspešnosti pri doseganju razvojnega cilja na področju bralne, matematične in naravoslovne pismenosti, da se do leta 2030 uvrstimo v zgornjo četrtino držav Evropske unije. Na podlagi današnje predstavitve lahko ugotovimo, da pri matematiki in naravoslovju cilj dosegamo, pri branju pa ne. Še ambiciozneje smo si cilje v Sloveniji zastavili v nacionalni strategiji razvoja bralne pismenosti. V skladu s ciljem te strategije naj bi do leta 2030 vsaj 90% učencev in učenkov doseglo temeljno raven bralne pismenosti namreč. In vsaj 10% bi moralo doseči najvišjo raven bralne pismenosti. Vendar imamo pri doseganju tega cilja še pred sabo velike izzive. Poleg povečevanja deleža tistih, ki ne dosegajo osnovne ravni bralne pismenosti, se je namreč razpolovil tudi delež tistih, ki zmorejo največ. Pred nami so, če strnem, res številni izzivi. O tem, kakšni ukrepi bodo v tem primeru najustreznejši, bo nedvomno že v prihodnjih tednih razpravljala in predlagala strokovna skupina, ki pripravlja nacionalni program vzgoje in izobraževanja.
Usmeritve bodo gotovo vgrajene v potekajočo kurikularno prenovo učnih načrtov in katalogov znanj. Ob stremljenju k visokim dosežkom pa ne bomo spregledali razvoja socialno-čustvenih kompetenc učencev in učiteljev. V okviru že omenjene nacionalne strategije razvoja bralne pismenosti deluje tudi Nacionalni svet za bralno pismenost, ki je septembra sprejel že akcijski načrt, s katerim bi naj uresničevali strategije do leta 2025. Ta načrt bo verjetno še v tem letu posredovan tudi v potrjevanje na Vlado Republike Slovenije. Slovenija na področju naravoslovne in matematične pismenosti ter tako imenovanega STEM, to pomeni v bistvu naravoslovje, tehnologije, inženirstva in matematike, kot tako imenujemo v Evropi, nimamo neke posebne izobraževalne strategije, sta pa področji vključeni v splošne nacionalne izobraževalne politike in strategije, kot so na primer akcijski načrt za digitalno izobraževanje do leta 2027, potem nacionalni program za razvoj umetne inteligence 2025, strategija Digitalna Slovenija 2030 in v teh dneh sprejeta tudi vesoljska strategija Slovenije. V pripravi je tudi posodobitev nacionalnih smernic razvoja, vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki vključuje del pomembnih vsebin na področju naravoslovnega izobraževanja. Poleti 2023 je bila imenovana medresorska delovna skupina za trajnostni razvoj v vzgoji in izobraževanju do leta 2030, ki je v septembru sprejela tudi nacionalne zaveze za trajnostni razvoj v vzgoji in izobraževanju. Potekajo seveda še drugi procesi posodabljanja strokovnih podlag, kot so programske smernice za svetovalno službo v vrtcih in šolah, posodobljen pa je tudi koncept prepoznavanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi, po katerih je v šolskem letu 2022-2023 začel teči poskus. No, v končni fazi je tudi poskus posodobljenega razširjenega programa v osnovni šoli. Vsi se gotovo strinjamo, da prihodnost sloni na mladih, zato je pomembno, da jim omogočimo zadostne spodbude in pa kakovostno izobrazbo, se bodo le na ta način lahko kos izzivom prihodnosti. Potrebni bodo torej konkretni ukrepi, ne zgolj na načelni ravni. Ker smo ravno v okviru tega območja OECD, torej po dostopnih mednarodno primerljivih podatkih o investicijah nacionalnega bogatstva v izobraževanje lahko ugotovimo, da v Sloveniji v izobraževanje vlagamo manj od povprečja držav OECD. Leta 2020 so države OECD v povprečju namenile 5,1% svojega bruto domačega proizvoda za izobraževalne ustanove formalnega izobraževanja od primarne do terciarne ravni, koliko smo v Sloveniji namenili leta 2009, medtem ko smo leta 2020 namenili le še 4,6% bruto domačega proizvoda. V zadnjem letu smo prejeli rezultate kar 3 pomembnih raziskav, ki nakazujejo, da se bomo morali temeljiteje posvečati tako matematični, naravoslovni in bralni pismenosti ter državljanski vednosti. In ker bodočnost vseh nas sloni na mladih, je še kako pomembno, kakšne izobrazbe so ti deležni. Na ministrstvu bomo vsekakor s podrobnejšo analizo natančno preverili vzroke, zlasti pa možnosti za izboljšave in rešitve, ker trend vsekakor moramo obrniti v pravo smer. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister. Zdaj je čas za vaše vprašanja. Seveda, če jih imate, na nje bo odgovarjala doktorica Šterman Ivančič. Franja Žižtičer, mene zanima mogoče nek prvi komentar. Ste strokovnjaki z tega področja zaskrbljeni? So rezultati zaskrbljujoči ali ste še pomirjeni, kar se bo dalo še popraviti? Rezultate vsekakor treba imati oziroma vzeti resno. Zagotovo so rezultati raziskave PISA 2022 nekoliko kontekstualno specifični. Zgodili so se po
pandemiji COVID-19, vendar sami trendi kažejo, da to ni eden in edini razlog in da se tukaj dogaja neka večja zgodba, ki jo je seveda treba nadalje podrobneje preučiti. Torej, rezultati nedvomno kažejo na upad znanja slovenskih dijakov in dijakinj pri vseh treh pismenostih. Kaže pa se tudi še ena stvar, in sicer, da je potrebno nekaj narediti tudi na področju socialno-čustvenega blagostanja, tako učiteljev kot naših dijakov in dijakinj. Namreč rezultati raziskave že v vseh ciklih in tudi v tem kažejo, da imamo velik prostor za izboljšave na področju in kakovosti medosebnih odnosov v šolah, čemur je treba seveda hkrati skupaj z naslavljanjem znanja posvetiti dodatno pozornost. Torej, rada bi poudarila samo to, da eno brez drugega ne gre. Ko govorimo, da se je treba pogovarjati tudi o teh vsebinah v šolah, in po naših izkušnjah dela z učitelji tudi ugotavljam, da učitelji potrebujejo te vsebine. Tudi sami so izpostavljeni velikim spremembam v razredih, torej družba se hitro spreminja, učitelji so na dnevni ravni soočeni z različnimi spremembami, ki jim je težko slediti in tudi sami res potrebujejo te vsebine. Torej, želim poudariti, da je treba na te rezultate gledati kontekstualno in seveda tudi ob samem naslavljanju padca v ravneh znanja nasloviti tudi druge kontekstualne dejavnike, ki se tukaj kažejo kot pomembni. Helena Panudič, RTV. Zdaj, vsa tri področja so v bistvu na negativnih meritvah. Zdaj, ali je tako pri vseh državah, pa tudi pri dosedanjih meritvah, smo kdaj bili v pozitivnem trendu, na katerem področju? Skozi čas, če se ne motim, smo imeli relativno stabilen trend pri matematiki. Tam smo imeli relativno stabilne dosežke v preteklih ciklih raziskave. Pri naravoslovju smo beležili stabilno negativen trend, predvsem pri tistih višjih ravneh naravoslovne pismenosti, pri dijakih, ki dosegajo najvišje ravni. Bralna pismenost pa, kot je že gospod minister omenil, pa ni stabilna. Oziroma smo imeli pozitiven trend iz leta 2009, iz 2012 na 2015 in pa 2018, ker tudi v letu 2009 in 2012 je bil povprečni dosežek izbranja za Slovenijo pod povprečjem držav OECD. Ampak če pogledamo povprečni 3-letni trend, je sedaj tudi tukaj ta trend negativen. Če se ne motim, je več držav v raziskavi PISA, ki torej beležijo negativne trende kot pozitivne. Mislim, da pri matematični pismenosti pozitiven trend beležita Turčija in Makao. Ostale, predvsem tudi evropske države oziroma članice držav OECD, je več takih, ki beležijo negativne trende kot pozitivne. Pa če se smemo še na prejšnje vprašanje vrniti, 15% se jih počuti za, kako ste rekli, ustrahovane strani profesorjev. Ja. Kako je pa to v primerjavi s drugimi državami? Ali je to posebej za Slovenijo? Ne, torej na tej lestvici, s katero ugotavljamo kakovost odnosov z učitelji, so se naši dijaki in dijakinje na vseh teh postavkah, ki tvorijo to lestvico, v povprečju ocenili, so svoje učitelje v povprečju ocenili bolj negativno. Torej, precej pod povprečjem držav OECD. Starši kolegice Radio Slovenija. Te negativne trendi se že nekaj časa vrstijo. Kako ste pa na Pedagoškem inštitutu strokovnjaki zadovoljni z ukrepi odločujočih, ki so v teh obdobjih bili ali pa ne bili sprejeti, da bi se te trendi nekaj izboljšali? Jaz mislim, da vsekakor na tem področju se premikamo v neko pozitivno smer skozi leta. Tudi na samem ministrstvu se mi zdi, je iz leta v leto nekoliko več posluha za te rezultate, vedno več je ukvarjanja s temi rezultati.
Kot je že omenil gospod minister, rezultati raziskave PISA so vpeti v različne nacionalne strategije. Je pa res, kar bi poudarila, da mogoče res primanjkuje ta celosten pogled na samo dogajanje na področju vzgoje in izobraževanja. In res bi rada poudarila, da je potrebno na te rezultate gledati kontekstualno. Ne samo na samo znanje, ampak na tudi druge vidike. Je vedno več spodbud tudi na tem področju, recimo sofinancirane sekundarne študije, ki nam omogočajo dodaten vpogled v same rezultate. Je pa seveda je čas, da stopimo mogoče tudi korak naprej in da ne ostane tudi samo pri teh analizah, ampak da se ti rezultati bolj resno vpenjajo v konkretne ukrepe. In jaz mislim, da je ravno ta čas, ko se pripravlja tako nacionalni program vzgoje in izobraževanja kot kurikularna prenova, da se ti rezultati konkretno vpnejo tudi v te dokumente in da naredimo neke konkretne korake naprej. Špela, kurant delo. Zdaj, tako kot je že rekel gospod minister, to je v bistvu že tretja taka mednarodna raziskava, ki je pokazala slab trend padeca, kakorkoli že v letošnjem letu. Šlo je pa v bistvu za različno stare otroke, se pravi, prvi so bili četrtošolci, ta državljanska vednost osmošolci, tole so 15-letniki. A nam to potem pove, da nismo zatajili samo pri eni generaciji, ampak pri celi, ne vem, pri desetletju generacij, če hočete. Kaj nam v bistvu vse to skupaj pove? Pa hkrati še eno vprašanje. Na eni strani kažemo tole, na drugi strani imamo pa vedno višje cene v šolah, vedno več zlatih maturantov, hkrati pa vi ugotavljate, da je bil največji padec, se pravi, pri teh programih, pa ravno gimnazijski programi. Kako vi te stvari vidite? Se pravi, rezultati teh raziskav nam nedvomno kažejo, da torej naši učenci in dijaki v primerjavi z tistimi iz drugih držav, konkretno v primeru raziskave PISA, v primerjavi z vrstniki iz držav OECD, dosegajo nižje ravni teh znanj na vseh treh različnih pismenostih. Torej, in tudi trendi nam kažejo, da znanje na področju vseh teh treh pismenosti upada. Res je, da je raziskava PISA nekoliko drugačna, mogoče od raziskave PIRLS, v smislu, da ne ugotavlja neposredno kurikularnih znanj, ampak uporabo teh znanj v konkretnih problemskih situacijah. In jaz bi rekla, da to mogoče so področja, ki so pri nas manj zastopana, se pravi sama uporabnost znanj, te višje ravni, razmišljanje o stvareh, uporaba pridobljenega znanja v šoli v nekih konkretnih situacijah. In vsekakor tukaj pač te stvari je potrebno nasloviti. Kaj lahko date samo en konkreten primer enega vprašanja, da si lahko predstavljamo za temeljno raven matematične pismenosti, pravne pismenosti? Naprimer, učenec gre v trgovino in kupi kos pohištva, ki ga mora pripeljati domov, in ima na razpolago določeno velikost avtomobila. In ima na razpolago, se pravi, ima mere podane za tisti kos pohištva in od avtomobila. In je vprašanje, ali bo lahko pač to pohištvo spravil noter v avto in ga odpeljal domov. Kar pomeni pač uporaba, naprimer, Pitagorovega izreka v konkretni situaciji. So pa pri teh temeljnih ravneh, za razliko od tistih najvišjih ravni, vse informacije jasno podane, torej ni jim treba iskati informacij, ni jim treba šele matematično oblikovati problema ali samostojno nastaviti neke enačbe iz nekega problema, kot je to na tistih najvišjih ravneh. Torej, informacije so jasno podane in jih je potrebno uporabiti v neki konkretni situaciji.
Ampak to so temeljna matematična znanja, ki jih oni v šoli pridobijo, ne? Niso neka abstraktna. Pa bodo podobno vprašanje pri ustvarjalnem razmišljanju. Mogoče, da se vidi razlika med tistimi, da bi se mogoče nekdo drugače znašel. Če ne zna Pitagora, pa da izreka, pa bi mogoče kak kabel nabavil ali pa kaj. Ne. Torej, Eno si za drugo morda. samo ustvarjalno mišljenje ni vezano na matematiko. Ne, same naloge niso. Ja. Imate morda še kakšno vprašanje? Če ni več vprašanj, se vam vsem najlepše zahvaljujem za vašo pozornost. Želimo vam lep dan še naprej in nasvidenje. Jaz bi samo še poudarila, tukaj so tudi izročki, ki jih lahko vzamete in nekaj primerov nacionalnega poročila, če kdo želi.